Zato sem že začel praviti ninja žele. Danes je torek, 26.5.2015, ura je 23.07 po noči, bomo rekli. Tole so glave, podke za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama intro. Lepo pozdravljeni v 57. ediciji glav. Danes se seveda kaj drugega bi lahko počeli v tem letnem času. Pogovarjamo o Netflixovi seriji Daredevil. Danes predelujemo 4. do 8. minuto 6. dela in mislim, da so zažetem se posebej pripravlja na to. Dajte nas poslediti, če nas še niste. Na Twitterju smo aparatus _si, na Twitterju nas najdete, na Facebooku nas najdete pod aparatus.si, lahko greste potem tudi na aparatus.si pošiljnico podpri, nakažete 4, 8 ali 12 evrov, za kar vam bomo hvaležni, da bom že pokril nakup Das keyboarda. Kako je, ne? Si ga stisnil? Ja, sem, ja. Si ga stisnil, tako da res, prosim, da vsaj 200 vas mora ta mesec prosim ne darovati, da bo že vsaj kabel. A kabel pa je ta prav tipkovance do računalnika? Je mono? Ja, je. Lej, to je najboljša tipkovanca ever. Bom dal link v zapiske, res toliko je dobra. Dobili smo jo na testno, res toliko je dobra, da je kičast, tako da ni besed kleno. Evo, sonce. Ja. Pa seveda, če nas poslušate v iTunesih, nam dajte tudi tam oceno. Zdaj par ljudi je zadnje čase tudi dal še ocene in so zajebali 142, koliko smo imeli tako lepo številko, ampak pejmo zdaj na 100, če smo že to 42 zafrknili. Res je. 50 je že, 50 kaj že pada. Aha, super. Tako da dajte napisati, koga in kaj sprehajate ta čas, ko poslušate glave. To naj zažetom vedno zanima in to tudi rada prebereva potem v talen namišljeni eter, tega digitalnega vesolja, v katerem se potikava. Danes pa ja, kaj, se drugega pa ni naš zapovedati, ne? Noč ni admina, to je to. Ravno, evo. Ena stvar je naprej začnemo. Kabli so prišli. Ne še vsi, ampak smo na 3/4 poti smo. Tako da danes se še ne uporabljajo, ampak naslednjič pa mislim, da bi se že mogli uporabljati. Sam povem. To pa je zdaj. To pa me je navdalo z upanjem, da boš mogoče pa mešalko obvladal že do konca leta 2018. Ja, tako je, Kasalič nazaj pride. Vzel si mi z jezika. Ja. Okay, povej, kaj se danes dogaja in kdo je z nami. Danes lahko sam še seveda povemo, da smo, zdaj, ko to snemamo, je točno dan potem, ko smo obhajali dan brisače, tako da če se želite še malo spomniti štoparskega vodnika pa Douglasa Adamsa, si lahko še enkrat, če ste vmes že pozabili, kaj vse smo se pogovarjali, poslušate 42. glave, v katerem smo se spomnili tega poglavitnega gradnika pop kulture. Danes pa 6. in 7. del Igre prestolov, ne? In seveda, ker potrebujemo strokovno besedo, nekoga, ki je vir mnogih informacij, še posebej tistih, kakšna je gledanost človeka, ki obvlada vse te številke. Tako da Slavko Jerič žal še ni začel gledati Game of Thrones, ne? In sva povabila potem našega drugega dežurnega dopisnika za Idrijo in pa novopečenega doktorja Marko Hladnik. Živjo. Dober večer, me veseli, da se spet slišimo, pa hvala za dobrodošlico. Pa zdaj moraš reči, da je doktor Marko Hladnik. Doktor Hladnik. Ne, prosim, ne. Doktor Hladnik. Ja, doktor Hladnik. Doktor Hladnik, dajte povedati iz česa, ste pa vikati ga morali. Joj, bom prekinul. Doktor, ne vem, kako bi bilo pri nas s temi nostrifikacijami problem. Doktor lingvističnih ved. No, evo. Najlepša hvala, doktor Hladnik. To se pravi, kaj, pižamc, kje začnemo? Ja, zdaj imamo
te dva dela, ki se v nekaterih zgodbah res lepo prelivata. Mogoče celo bi si toliko drznil, da bi danes mogoče poizkusili nekaj novega, ampak še preden gremo na ta 6. in 7. del, pa moramo nekaj povedati. Mi dva z Maretom sta to videla, že ne vem, če si ti videl, da je šel ven casting sheet za 6. sezono. Videl sem, kar je v zapiskih pisalo. Tako bom rekel. Si videl? Kje v zapiskih? To sem pa jaz skril, nekaj sem dal gor, pa sem pa zbrisal. Ampak prepozno, očitno. Prepozno. Ja, to sem nažalost sem videl. Nažalost je tako, da veš, da prihaja gusar. To je, v bistvu je to dolg cajt, je to edina stvar v zapisku, ki sem tako vrhunsko. Jaz pa to pišem popoldne, ker sem videl to, da je na Watchers on the Wall strani seveda, kjer je eden od glavnih urednikov tudi Mare, to moramo povedati, watchersonthewall.com, da bo to in se Mare tu pisati tako, ne tega neč omenjati, prej, ko bomo klepetali, če že slučajno ni videl, da bo presenečenje. Ja, sem je bil, ni rata, že je bil slab timing, sem jih predal izrednim študentom, tako da ni šlo. So pa delali eno nalogo iz dotraščine, iz morfologije, glagola, tako da je bilo vse tematsko. Lepa. Ja, v glavnem, dajmo to povedati. Kdaj se začne sploh snemati, Mare? Ti to, mislim, se datum že kaj ve, verjetno kar kmalu, ne? Uradno ne, ampak ponovadi začnejo že zdaj v poletju. Tako da enkrat julija, po moje, se bo začelo snemati. V drugi polovici leta je ponovadi in pol zaključijo decembra. Ja, zdaj, za tiste, ki niste brali knjig, mogoče znaka še tak spoilerček biti, ampak ne obupati, tako vam ne bo nič povedal pametnega. Se pravi, imamo gusarja, ne? To je to. Mož v 40 ali 450 leta, že kaj ti to pove? Da je zloglasni gusar, ki je sejal strah in grozo po vseh morjih sveta. Ja, pač Johnny Depp bo zdaj prišel. To bo to. To je bilo drugače vrhunsko, da res dobijo Johnnyja Deppa. To ne vem zakaj, ampak meni to v bistvu bi mi to funkcioniralo. Veš, kot Sean Bean, veš, da na vsake dokajte enega proper Hollywood odprpelajo. Pač tajla res redo. No. Ne, ampak mislim, a vidva zdaj vemo, kako pač za 6, se vem, da zdaj čist preveč spekulacije, pa da gremo pa na 5, kjer smo še zmeram, ne, ampak kako zdaj kaj je to časovno pomenilo? Kaj bomo gledali stvari, ki so se zdaj odvijale, ali bo pač kar predstavljeno, kot da je vse en, ali kva mislite, da bo? Pa zdaj, glede na to, kaj so, koga so še klicali, bomo videli neke stvari, ki so bile v 4. in 5. knjigi, tudi še v 6. Vsaj neke osebe, kot je ta duhovnik, ki je bivši vojščak, ki je našel religijo, tako da tle vemo, da bo verjetno ta sepnik Meribald prišel in pa še par takih zadevc, ki jih poznamo iz knjig, in mogoče znova se nam obeta nek flashback, ker iščejo neke dečke s takimi zelo specifičnimi lastnostmi. No, to je sam dober, glede na to, da ta flashback letos je bil kar epski. No. Ti se meni ful v glavi ostal. No. Tako da sicer pa itak se zdaj že toliko daljuje od knjig, da mislim, da jaz sem zdaj sam še go with the flow, pa upati, da gremo s tem tokom, da kamnitniki naskočijo na nas. No. Lepo povedano. A gremo zdaj nazaj v sedanjost, tako se temu reče. Demo sedanjost, pa a gremo, tako reči, gremo iz tiste najhujše točke pa pol naprej. A? Ja, lahko. Najboljš, damo to adakta in potem naprej. Ja. Da je to zimišče. Čeprav pri najhujši točki, jaz sem skoro že rekel Dornija, ker res kaj je pa tam. No. Kaj je pa to tam? No daj, pižamc, ajde. Ja, zdaj, za vse tiste, ki ste prebrali knjigo, veste, da se v knjigah, pa to ni zdaj spoiler, če niste brali knjige, ni treba dati vam zdaj prstov v šesa in prepevati, ker ni nič tazga razkritega, česar pač, kar bi prav prišlo v nadaljevanki, namreč v knjigah Sansa skupaj z
mezinčkom in pa z malim Joško Sesom, še vedno se ždi tam vrh orlovega gnezda, oziroma se pa mečkan odpravi navzdol, v dolino samo, ampak je še vedno v tem varnem zavetju teh visokih gora, ki obdajo Arinski dol. Medtem ko je pa tukaj, je pa mezinček, o čemer smo se že pogovarjali, pripeljal v Zimišče, kjer je zgodbovno prevzela vlogo te fake arje, kot se reče v knjigah, te male Jane Poole, zimiške deklice, ki je bila zaprta nekje v gradu, v kraljevem pristanku in se je potem poslali tja na sever, da bi sedela, to je pa Arja, sedaj pa imamo nekega Starka, pa bojo potem Boltoni dejansko legitimni vladari severa. In tukaj pa zdaj imamo dejansko Starkovo dekle in s tem si Boltoni dejansko kupijo legitimiteto in najprej imamo seveda tukaj Mirando, ki malo grozi Sansi, ljubosumna, ampak ona se ne pusti ustrahovati. Sansa je tukaj že je zelo tako samozavestno deluje. Kako se je vama zdel ta prizor, da tukaj se vidi ta njena karakterna rast? Ja, jaz sem bil že čist napaljen, da zdaj so ji pa končno dal, tako malo poguma, tako ali pa samozavesti, tako da zdaj pa stopila, veš, tako iz une sence deklice, ampak polk naslednji del vidiš, mogoče veš, zakaj je bilo to narejeno, zato da je pol lahko že spet klasik Martin Padec v brezno obupane. Tako da ne vem, mislim, ta je bila meni huda scena, ker Miranda uleti in veš, kakšen psiho je, in jo nekako proba ustrahovati, mislim, da je celo milo rečeno, pa v bistvu Sansa kar jo mirno je skensla, kar se mi je zdelo full fine. Tako, v bistvu taka zelo Littlefingerska deluje, če to make sense. Tako, zelo taka chaos is a ladder ženska deluje. Dobro se je naučila, ja. Ampak potem je bil kontrast še toliko večji in zaradi tega je bil pol tudi tak odziv. Pač internet se je pokvaril tisti dan. Ja, to je res, ja. Ljudje so da veliko razlagali, kako bodo nehali gledati in kako se nikoli več ne dotaknejo, ampak dajmo zdaj povedati, Mare, ti imaš te cifre, a je bil padec iz 6. na 7. Tega še nimamo, ker je bil ta Memorial Day v Ameriki in vsi te merilniki so malo zamujajo in bojo verjetno jutri šele številke. Pa tudi zaradi tega praznika ne bomo imeli neke realne slike, ker sigurno bojo številke nižje, to je čisto pričakovano, ampak verjamem, da bo zaradi praznika, ne zaradi tega, ker bi ljudje nehali gledati, tako da bomo videli, kaj bo. Zdaj moramo povedati, zakaj so hoteli nehati gledati, kdo bo to povedal? Mare. Ja, ste me vrgli. Doktor Hladnik. Še parkrat rečete doktor, pa bom šel v podrobnosti. Tam je več doktorjev kot na glavah. To je res. Sam bi ga res lahko povabila tja, da malo se pogovarjate o tej lingvistiki, o teh nanosnicah. Pa to. No, bomo videli, nanosnice. To ali pa v Interstellar. Tako, whichever comes first. No, ja. Povej, pač Miranda jo hoče tam, potem imamo poroko, Potem imamo poroko. In potem imamo posilstvo v zakonu. Pač poročno noč in kar je še hujš, Theon je prisiljen, da gleda vse skupaj in Sansa je pač spet v temu brezno obupa. Pač tako se zaključi epizoda, kakšni so pa rezultati in kaj se bo zgodilo v prihodnje, bomo pa šele videli, oziroma nekaj smo že videli to nedeljo. Ampak za končno sodbo mislim, da bo treba počakati, da vidimo, kakšen je cel vlog Sanse to sezono. Predtem se mi zdi, je bilo vsa galama je bilo preuranjena. Ja, tle mislim, da je bilo eno teh glavnih očitkov, pravzaprav je bilo, kolikor sem bral nekaj teh odzivov, prvič je že to, da ne vem, kaj so ljudje pričakovali, da se bo zgodilo, ko so vedeli, da se ona dva poročita. A veš, sej je že rekel, to je Martin, tukaj je res je bil ta temni scenarij za pričakovati. Kot drugo je bilo pa pravzaprav potem to, ker je bilo, da pač, ker so bile pa pritožbe, da je dejansko to njeno trpljenje, njeno posilstvo, da je uporabljeno kot nek ta samo zgolj kot en del
Tionovega oziroma njihovega loka, ne, se pravi zato, ker pač kaže zdaj tam Alfija Allena, ki spet fenomenalno odigra, ne, da je pač, da s tem, ne vem, kot sem bral te neke kritike, da je potem zdaj vse to na moškega preusmerjeno, ne, in spet je moški center, ampak jaz to vidim kot dve stvari. Prvič, ne, da so hotel malo vse tudi Sophie Turner, glede na njeno mladost, jo tudi kot igralko malo še pašpara, da je ni bilo treba tega odigrati, čeprav je ona sama rekla, ne, da je bila ful zanimiva ta scena, ki jo je prebrala, ki je dobila scenarij. Ja. A je bilo nekaj tazga, ne? Je rekla, ja, da uživa v takih ekstremnih prizorih, ker mora res dati vse od sebe, tako da ne je v redu. Pač mislim, da ona kot igralka sigurno ni bila prizadeta. Na ta način mlada kot je res odlična v tej vlogi, tako da s tem pač ni bilo problema. Ljudje so se pa jasno odzivali na izkušnjo lika. Poleg tega pa se mi zdi, da tudi pravzaprav zdaj lažje, ne, je biti pameten, ker smo imeli že tudi potem 7. del, pa vidimo, da dejansko ta da vseeno to, da je bil njuh priča temu posilstvu v zakonu in da mu je to očitno še naprej, da ni, ne, pravzaprav to nič storilo z njegovim likom, oziroma ima nekaj te mogoče notranje boja, ampak v resnici je pa še vedno ta Boltonov hišni ljubljenček. Ja, noč njega. Mislim, meni je to v bistvu, da zdaj že tako, zdaj že skoraj tumače že bilo, koliko on v bistvu se Boltona boji, ne? A veš, v smislu, zdaj lahko rečeš, da je Bolton, veš, to je tudi, to pižamo še ekstra počge, po moje, ampak, ker zdaj ni več bastard, kao. Tako, pač, da koliko se ga boji, je tako že bilo malo too much, zdaj je šlo pa že tu, veš, preko une meje, ko je bilo too much in je že spet creepy. ker že rečeš, dajmo dej že enkrat, ne, a ne, tako malo hrtenice nazaj dobi, ne, pa pač žal res ne gre, ne. Tako da je, meni je že spet cool, no. Ja, a veš, kaj, malo je to, da smo mi malo pozabili, kaj pravzaprav čez kaj vse je Tion šel, ne. Če to gledaš tam v 3. sezoni predvsem, ne, kako je bila ta njegova transformacija v njuha, ne, in kaj mu je vse počel, kaj mu je Ramsay rezal, ne, in kako ga je odiral, in mislim, da tle so res ene take globoke pač rane, ki jih ne more preseči, če se vidi tudi, da je tudi ne upa Sansi. Jaz sem pa čakal, da bo vsaj mogoče pol zdaj, ker sta imela ta že par teh samih trenutkov Sanso, da je bo vsaj povedal, da sta njena brata še živa in tudi to, ne, tudi tega ji ni uspel povedati. To sem tudi jaz upal, ampak mislim, da to bo še prišlo na plano enkrat. Pa dobro je bilo to za razvoj Sansinega lika, pač zdaj ve, da se ne more zanesti na Theona in bo naredila vse sama, kar pomeni, da bo spet močna, da bo rasla, da se bo zanesla sama nase in s tem, mislim, bo naredil uslugo liku in ljudje bojo tudi zadovoljni, ker ta lok bo potem imel smisel, se mi zdi. Mislim, pa dosti močen lok je, ne? Iskren, tako. Mislim, veliko se dogaja, ne. Tako, čist, kar se Winterfella tiče, ne, pa Sanse. Se mi zdi, da se je ful ene pozornosti posvečene letos, no. Ja, pa tudi tle je zdaj pol vprašanje, ne, zdaj, kaj je bilo tisto, kar je zgrabla v 7. delu potem, ne, ko se ta sprašuje, točno se zimišče, ne, tam je nekaj nek vijak ali nek bodež, nekaj je pograbla, ne, ni se točno videla, ampak zdaj nekaj ima, vemo, da nekaj ima, ne, lahko počas je tudi malo to čakamo, kaj se bo zgodilo in ravno to s tem pokaže, da ona se pa ni predala, da vse, ne, da se namerava postaviti sama zase, ne, pač najprej še upala na to Brienne, ne, da bo prišla, ampak seveda ker njuh ni odnesel tiste sveče gorne in Brienne tam sama žalostno strmi in gleda, kdaj bo kaj zagorelo in pa se naveliča čakanja in čez 2 meseca odide in se znajde tam v zadnjem prizoru hlapcev, ker vidi ono svečo v učiteljevem oknu prižgano, ne, in pa zdaj, koga moramo mi tlele pretepst pa rešiti. Pa že spet imamo pol posnetek, zakaj imajo Boltoni Flaydmana. Ja. Ne,
Ti se meni grozen gledati, no, iskreno. Jaz sem imel že pri biologiji, ki so ti pokazali, veš, kaj je bil kostnak, nobenih problemov, ne? Pa je bil pa zraven, ki je bil samo v mišicah, po mojem najbolj gabna stvar, ki sem jo videl v osnovni šoli. Pa na človeško telo ni šel ti na razstavo? Ne, nisem šel. Se vsi pravi, da bi mogel iti. Se tam tudi kosti vidiš, ampak te mišice pa to je pa meni malo kripi, no? Tako da zato imam še ekstra na jetra, mi gre pa Ramsey, tako da, ne, da. Ok, zdaj gremo sam po lokacijah, glede na to, da skačemo? Lahko bi, pač ne po epizodi, ampak po lokacijah. Po lokacijah, pojmo pa zdaj na ta drug največji VTF v Dornijo. Jaz predlagam, dajmo, kaj je tam, no, sorry. Kaj smo mi dobili dol v Dorni? Ti se res tako malo zdi, rabi 5 minut na ladjo gledal, zato da bi bil že vesel. Pa naj ladja samo pluje. Ja. Samo pluje, ne 5 minut. Ker se zdaj v zadnjem delu, zdaj v zadnjo so celo malo neki karakterja jim dal. Ja, končno je. Neki dinamike med njimi pa. Prej so bile tako tri ženske, če pač čist nobene neke posebne izrazitosti, razen tega, da je imela vsaka drugo orožje v rok, ne. Prej ni bilo čist, nič se ni dal tako. Zato sem že začel praviti ninja žele. Lepa. Ne, sam fore, dobro, ninja žele. Ampak, ne, jaz naštekam, zakaj je tam vse toliko na hiter. Tam v Dorni se vse dogaja, se mi zdi tako, v točno 2 sekundah se vse zgodi in jaz ne razumem zakaj, no. Pač, a je zmanjkal cajta, ali so hoteli, ali niso mogli drugače, ali kva, ampak res, pač to gre na hiter, ne. Je res, da pol tam, ko se una mal sleče, ne, ti si je saj tako, pa mal zabronate, strah rata, ne. Se mi zdi, da je saj neka... Čeprav tle je bilo tudi že toliko časa, so una Joška kazala, da je bilo res že brez jeze, prav na oke, da lahko nehamo. Ja, ok, to je res. To je tak tipičen HBO, ampak... Ja, čeprav tle celo je ta teorija zdaj zadaj, ne, da ona se mu izslačila zato, da bi mu pospešila srčni utrip, pa kroženje krvi in s tem delovanje strupa. Ne. To, kar sem videl napisan pač v zapiskih, sem mislil, da se ti šalom, ja, to je dejansko teorija. Ja. Jaz sem tudi na to pomislil. A res, ok, wow, to pa jaz ne bi. Ja, veš, to je zato, ker ti gledaš samo na kosti pri človeku, ne pa na ožilje pa mišice. To je res. Dajmo to tako razložiti. Glede prejšnjih scen imam pa tudi jaz eno teorijo, sem ne vem, pač koliko je to res, ampak realnost je ta, da so bili res na tesnem s časom glede snemanja, snimali so v teh vrtovih v Sevili in to je nacionalni spomenik odprt tudi za turiste, tako da mislim, da so imeli en teden za vse te scene. Balkon je na isti lokaciji, jasno, to ni bil noben trik, kjer Doran sedi in pa še vse scene boja dol v vrtu, kjer so bili verjetno tudi omejeni z koti kamer, pa kam so lahko kaj postavili, da niso uničili tistih nasadov. Tako da možno, da je kaj v zvezi s tem, pač časa niso imeli dosti in pole izpadlo vse tako nekam čudno in hitro, čeprav tudi pisanje dialogov pa tega, kar se res zgodi, pač to pač ni nekak na nivoju in ne vem, kaj je šlo narobe. Ja, se ravno to, veš, pa zdaj, če gledaš tako, te Sand Snakes ne bi bile ne peščene kače, ne bi bile kar maharke, ne, kar se tiče nekih teh fajtov pa vzgaz skupaj, medtem, ko pismo, tukaj se pa zdi, da so res tako ene, ki pač neki znajo, ampak v tem fajtu, ne, v tej borbi se je tako zdel kot lej, trudimo se, ne, neki pač imamo boljše mnenje o sebi, kot pa dejansko smo. Ne. Ja, mislim, da je tako, ful je vse preveč medlo glede na vse ostalo. Jaz mislim, da zaradi tega to toliko ven, veš, skače, ne. V bistvu sta bila tako, da sta bila Bron pa Jamie bolj zanimiva naprej in sta kaj prišla. A veš, zdaj, ker sta pa tam, je pa res ful, glede na vse ostalo je to, je ful medla zadeva. Se mi zdi, da pri vseh ostalih, tudi pri lokacijah in tako, je vse nekako ima več mesa, no, tako, a veš, kle pa res, ja, kle smo vsi tako malo mehno, ker malo se ti, tako malo za brez veze ti je gledati, no, res, Joške gor ali pa dol, pač, ne, tako, res, ta Dornija, jaz ne vem. Ja. Jaz upam, da bo naslednji let kaj popravili, no, tako, več si pa ne upam reči. Pa se pa, škaj je možno, da bojo že letos, mislim, to si mislim, edina
možnost rešitve je, da bojo zdaj nekaj dobrih scen in dialogov z Doranom. Pač. Ko se bo Jamie z njim soočil in pa še peščene kače in neki razkriti, upajmo, če bojo sledili knjigam. Te scene pač z Aleksandrom Sedigom kot Doranom in močnim dialogom, upam, da bo to popravilo da je bilo vse to set-up do tega srečanja z vladarjem Dornije in da bomo potem bolj zadovoljni. Ja, čeprav še mene, tudi kar bi mogoče tle vedati, zakaj se, mogoče vsaj nam, ko smo knjige brali, tudi ta Dornija zdi še majčkeno dodatno, premalo zanimivo je pa to, česar se nismo še dotaknili, zelo v glavah, pri tej sezoni namreč je pa ta sprememba, ki se zdi, da je pa škoda, da jo niso noter dal, ker je zelo fino pokaže, kako se Dornija vseeno tudi ima neko to mentaliteto, ki se razlikuje od preostanka 7 kraljestev in sicer to, da oni pri nasledstvu ne gledajo na spol otroka. Ne? Se pravi, da tam je pač najstarejši potomec dornijskega princa, ker tam je pač princ, tam ni gospod te Dornije ali pa gospod Sončne sulice, ampak je dornijski princ, da ga nasledi pač najstarejši otrok, ne glede na to, je to deček ali je to dekle in tukaj v knjigi pač potem ta imajo, kjer ima tudi še Tristan ima sestro, se pravi Tristan sploh starejšo sestro, in oni naredijo potem to spletko, kako bi oni pa zdaj poročili že takoj Tristana pa njo, tako da in s tem, da ona potem lahko postane kraljica in s tem zafrknejo Lannisterje tam v kraljevem pristanku. In tle se mi zdi, da je mogoče celo več nekih teh spletk bi bilo, plus en tak res dodaten pogled bi dal. Plus fino je videti, da mogoče pa v enem delu teh 7 kraljestev pa mogoče vseeno imajo vsaj to nominalno spoštovanje do žensk v tej patriarhalni družbi. Ja, ampak je že spet, glede na to, koliko je malo cajta vse to razložiti, pa da bi deloval, bi bil kar uspeh. Mislim, se bi, ne vem, kaj bi Oliver pa Laura seksala, pa bi on rekel, to drugo znamenje pa zgleda kot ženska, veš, tam v Dorni pa lahko ženske postanejo vladarice. Ja, dej Kogmanu en mail pošalj, prosim. Lepa. Kam gremo pol po Dorni? Dajmo sam tle še omen, da ful je bilo všeč, ko so to Dorničevo ženo upeljali, to pesem, ki jo Bron poje. Ja, super, končno imamo 3. pesem v vseh 7 kraljestvih. Ne, 4. celo, niso celo že tudi zadnjega velikana, mislim poslednjega velikana, da so imeli neki. Ti jo res. Ne vem, a so ga pel, a so ga samo omenjali. Ne vem, če so pel. Men si je omenjal, da je bil pač zadnji svoje vrste ta, ki je preživel napad. Ki ni, čakaj, oba sta umrla na Zidu in to je bilo to, ampak mislim, da niso pela. Brez zamere pižama, jaz bom verjel doktorju. Ne, sej verjamemo, The Baron, the Maiden Fair, pa The Rains of Castamere, ne. Imamo do zdaj, čeprav velikane bomo še videli. I guess. Ne gremo kaj. I know. Sej vem, ampak ne gremo kaj. V glavnem, no to, zdaj pa, če smo že tega Lorasa na plano prevlekli, pa mislim, da se lahko pa kar gremo v kraljevi pristanek, kjer je prva stvar ta, da se vrne stara mama Tyrellova. Ja, točno to. To je pa tako super, ker so se vzeli časan za to, da se ustavijo znov nad mestom, ker je bil tak lep posnetek in da ona tam zaviha nos, češ, kako pa tu zaudarja. Ne, ona je tako, jaz mislim, da jaz si upam reči, da glede, ker so njo pripeljali, da v tej sezoni bi bila po moje pol manj, bi bila po TV-ju, če ne bi bila ta igralka tako. Bila bi, sam ne bi imela toliko minut, ne bi bilo toliko lajnov danih, ker je to huda in pol tam, ker se samo pol naprej pogajali. In tudi to je, recimo, nekako manj Cersei, ki se bode tam pa pol v 7. delu, ki se pa ona, pa Jonathan Price, ki igra tega visokega vrabca, to je pa... To je vrhunsko. To je toliko dobro, da je kičast. Ja. To je pa kar ne. To bi pa gledal pol tako na ponovitev. To bi bil lahko spin-off. To je spin-off Game of Thrones.
Pa da še Tiwin uleti zraven malo. Ja, to je to. In se samo oni trije se pogovarjajo za eno mizo. Pa vsake tok časa Mace Tyrell prenese neki zapit, pa si ga v glavo drka. Ja, not now, Mace. Ja, točno to je. On je comic relief, je Mace Tyrell. To je to, ja. Ne, drugač pa, ja, pa zdaj, če smo že, ja, lep izhanek, že spet se teleporta Littlefinger, ne? Because he can. Jaz imam eno teorijo, yeah. da obstaja več mezinčkov. Jaz mislim, da jih je tako več. Tako, ki je bila una otroška igra, kaj bila že, ko sta bila ne figule, fagule, ali kaj sta bila, tako post, ki sta se zafrkavala, pa en za enega so doskočil, pa se skril, pa pol drug vam parleto, ali pa te, to je, obstaja, jaz mislim, da glede na to, da jih je 5, ne, ampak da je pravzaprav sam, ki je bil najbolj aktiven, je mezinček. Ne, zdaj, ko so starši, ne, so se jim rodili petorčki, so jim dali imena palček, kazalček, sredinček, prstanček, mezinček, ampak potem je ta bil najbolj ambiciozen, ne, ta je šel pa tudi v Rečnjavo, kjer se je zaljubil v Starkovo, ne, katerokoli že, ne, vedno je bila zgolj tvoja sestra in vsi, ne, zakaj ni rekel, omliket, ne, zafukali ste nam celo serijo. A mi zdaj le poslušamo od pižame fanfiction ali Littlefingerja? Se vprašam, a je to zdaj, a to so ratale glave? Ja, to je to. Odlično, meni je super, drugač, super, povej. Kar nadaljuj. To je to in mislim, da oni imajo to neko telepatsko povezavo med seboj in zato, ker je njegova mati v resnici bila tam neka tudi ta od kakšnega tega kakšna rdeča svečenica ali pa kaj podobnega in imajo, ne, med sabo tako kontaktirajo telepatsko, pa še hud, mogoče bila njegova mati gleda to, da je tudi pač mehen, malo bolj ne, sicer ne tok, ampak vseeno je ta, bila mogoče celo kakšen ta otrok gozda, ne, oni so imeli ti, no, pravzaprav tako, kar se folk, tako kot Bran, ne, gleda skozi te vršake stvari, tako tudi on zdaj skozi sebe vidi, tako vseh teh 5 mezinčkov vidi vse, kar vidijo drugi. Okay, in zato je on lahko tako hitro povsod. Okay. Hvala, pižama. Jaz bi tudi to pil, kar ti piješ. A veš, kaj pijem? A povem. Un Valentine's, ki sem ga imel za našo Oskarjevsko noč, pa ga nikoli nismo odprli, ker smo hoteli ostati trezni in kompetentni. Okay. Mi je všeč, da si počparil tole za glave. Upam, da ga imaš še dosti. Enojno dozo sem si ga dal, samo tako, da mislim, da to naša šentožbolska voda dela iz ljudi. To se pravi, Littlefinger pa Cersei? Ja, on malo ponud, ne, jaz vam enega za zrihtat, ne, taki tega Olivarja, ne, ampak potem pa, ne, v 7. delu pa tudi Uni reče, ne, Oleni, no, zdaj bom pa jaz teb neki zrihtal. Ja, s tem, da smo šele v 7. delu izvedli, kaj je v bistvu Cersei hotela od njega. Ja. Ker na začetku smo mislili, da je vprašala, če bo vojska dola se postavila na kraljevo stran, če bo vojna. Drugega nismo izvedeli. Ampak očitno sta imela pogovor o tem, kaj mezinček ve o Tyrellu. Ja, ampak te spletke so že spet dosti hude. No? Meni je bilo v bistvu mi je bilo cool, da imaš pač Littlefingerja na sredini, ki v bistvu vse malo cancela. Mi je pa všeč ta pol Olena Littlefinger navezane, ki se pač za Lancela. Zdaj, ker se mi zdi, da tako Lancel je bil v bistvu toliko na hiter upeljan v prejšnjih sezonah, ne? Zdaj so ga pa dejansko malo kazali, tako kot je Pižanc rekel v prejšnji epizodi, kdaj smo se pogovarjali, da jedva si ga spoznal, ampak so viškle so pa tako lepo to prepeljali, do tega, da ja, si res, to je pa tak, je v bistvu bratranc, pa si v bistvu dol dajo srce in to bo pa mogoče problem, A se zdi, da kle so si pač nekak cajt vzela, veš, za nekoga, ki bo nek, mislim, res minoren lik, recimo v prejšnjih sezonah, če gledamo sam TV show, Kle so ga pa dejansko ful lepo upeljali in pol, da je to, srce vržejo v keho, pač dejansko, tako se mi zdi, da je stoji zadeva, Se mi zdi, da bi lahko tako na hitro narejeno, recimo, kot Dornija, veš, kot je bilo, Lancel, bum, kaj, seksala, bum, zdaj si pa zaprta, ampak so dali veliko teže v bistvu temu kraljevemu pristanku, sploh kar se teh splet tiče, tako da
mi je jasno, zakaj se je mogel Littlefinger že spet teleportirati, no, da je vse bolj verjetno, no, iskren. Ker če bi to sam si sporočal preko vranov, bi bilo malo weird. Ja, če je Littlefingerjev teleport način, da krpajo luknje in da je to pač edina logična napaka v seriji, potem nekaj delajo to, mislim. Ja, se čist strinjam. Se ni logična napaka, če jih je 5. Ja, točno. Ok, sem res. 5 mezinčkov. To je lahko naslov. Kaj se še, Kraljev pristan, kaj se še dogaja? Veliko, ne? Tam je Marjorie, sploh te zdaj, kako se vse Tomno laže. Jaz nič ne vem, ne? To je, kako ga igra, ne? Preigrava in se norčuje iz njega, ne, hlini to nedolžnost, potem pa tisti prizor, ki sta ona pa Marjorie tam v zaporu, ne, ki je ta, veš, to je tipična slovenska cankarjanska mati, pa snaha, ne, ki se borita, kdo bo zdaj lahko otroka tuširal ali moža. Ne, sam je huda fora, meni predvsem je huda fora, pač, ko vidiš, da je pač Tomen res froc. Me je to kul, kaj v kva pripele ta nasledstvo, a veš, da bo pač sin, ne, in on bo in zdaj si ti kralj, ne, v bistvu so to pač res otroc. Ljudje, ki ne bi smeli o ničemer odločati, ne, a veš, pa so dejansko postavljeni nekako na najvišjo pač mesto in the land, ne. Pa vidiš, da je čist nemočen, ne. Žena ima v zaporu, noč ne more narediti, tam boleva, razumeš, kot pač 17-16 letnik, ali koliko ne vem, koliko je mišljen, da je kle star, ne. Ja, jaz mislim, da on naredil prvi emo band v zahodnji. Lahko bi ga, sam ki je blond, to ga malo uničuje, ne. Lej, se bo malo pofarbo, pa je. To je res, ja. Ne, ampak meni so hude, no, in ta... ko bo rekel, sodišče, ne, mislim, aj sodišče, kako je od High Sparrowa, kako se je temu rekel. Tam je bilo pač, zaslišanje je bilo tam še, ne, zaenkrat. Zaslišanje je bilo tam še, ja, ni bilo še sodišče, ja, zaslišanje. Tako, se mi zdi, cool je, no, ker so to se mi zdi, da je ena od močnejših strani te sezone, so v bistvu te spletke, no, pa Cersei pa Marjorie in so to buildali zdaj čez vse dele in jaz sem ful, mislim, tako, že spet vesel, da gledaš Kraljevi pristanek, no, iskren. Še bolj vesel, da ga ne vohaš. To je očitno res, če verjamemo v Leni. Tako da, ne, dejansko res, moram reči, da mogoče tako res najljubši del meni letošnje sezone. Ja, verjetno res. To je zato, ker je tle, ne, kakor ta vrabec leti s tem, mi smo 99%, ne. Ja, to je res. To piha na tvojo dušo. Res je, sploh tam, ki reče, we are the many, you are the few, ti se čisto hodil. Ti se res dober. And when the many will stop fearing the few. Ne. Ja, in pa kar gre, a ni hodil, kar gre, nič ne reče. Ja, no, veš, to so te stvari, ki jih ne reče. Veš, to je res, ampak to je res, to je dobra scenaristika, iskren. Stoji vse, ja. Ja, res, mislim, prav, to kle, sam hvalimo, no, več ali manj. Tako da... In tudi pol to, mislim, ne moramo še omeniti te sepnice, ne, ki so Cersei odpeljale. Tiste face, ki se prav videle. S temi bi še Brienne imela malo problem. Ja. Jezne ženske bi mogli na čelu pisati. Ja. Jezne, več kot neki. Ja, ni... Zato glavno so imeli prav casting, tako da to niso neke statisti, ampak to so prav poiskali te prave. Ja, ker ima tak pogled, da bežiš pač. Tako. Ja, nič, v Bravosu lahko sam na hitro omenimo, da zdaj Arja malo poštekala, kako se je treba lagati. Ja, pa predvsem je meni kul, ker so mene nategnili, ki Juno reče, jaz sem pa tudi od Lorda hčerka in sem tudi iz Westerosa in sem prišla in to, ne. In jaz kao, wow, lej, ta je tudi, pa sem tako, res presežem, res. Jaz sem tudi verjel. Ja. Čist priznam, da jaz sem mislil, da je to neka fora, Naj pa smo pa 3. Ja, ok, kul, nisem edini. Tako, jaz sem bil res čist napaljen, tako sem rekel, hudo, zdaj pa zvedel, pa bo nek connection, pa vnava si mi verjela, sem malo perfekt. Ja, res, meni so čist nategnili. Tako, kul mi je bilo, ker res nisem tudi mal nisem pomislil, kar ne vem, kaže na moje naivnost, ampak ok. Ja, in potem ta nor posnetek te galerije obrazov. Ej, ampak, Mare, ti ve, ali bo to CGI, ali delno CGI, ali kaj je bilo to? Delno mislim, da imajo te podaljške, pač spodnji deli okay, je bilo... so izdelani, ja, tudi maske so izdelali, Benioff pa Weiss, dva od obrazov, pa mama od enega od teh visual directors.
Tako da so izkoristili pač priložnost. Georgea Busha ni? Busha ni tokrat, da ga ne bo treba spet brisati za DVD izdaje. Moral bi zdaj Obamo dati, veš, tako da bi videla, da se bo on pritožil. Ja. Pa tudi fino bi bilo, da če bi bil Obama mogoče, ker pa ne bi bili sam beli ksihti tam. Pa se ne moreš vedeti, če niso te maske. A ja, v bistvu ja, pa bi, okej. Ja, rasa se ohranja, I guess. Okay. Ja. Rasa se ohranja. V glavnem, se opravičujem, da sem to rekel, ne, ker mislim, da se moramo pravičiti. Vsem ohraniteljem. Ja. Ne, ampak to sem hotel reči, no, da je zelo dobro izgledal ta posnetek. Mislim, pol make sense, da so bili vsaj spodnji deli narejeni. No. A veš, čim je tema, pa CGI je hitro lahko grdo izpade. No. Klej se je pa videl, cool, to mi je kar, da so šli to zgraditi, je kar prav in v redu. No. Ker se je poznal, da se je splačal se je, ker je res zgledal, da je nek ogromen prostor. No. Ta tema letošnje sezone, da CGI zelo funkcionira pri epskosti. No. In recimo, kar je bilo pa super, ne, potem meni pri temu 6. delu je pa to, kako je bilo pravzaprav vse zelo skrčeno na predvsem Kraljevi pristanek, pa tisto Dornijo in Zimišče. Ne. Imel si ta pogled kratek v Bravos, pa še kaj vzhodnje, kjer sta Jorah pa Tyrion, ampak to je bilo to, ne. In je zelo, se mi zdi tudi tako zelo kohezivno je delovalo, ker so lahko te zgodbe, ki so jih imeli, da so dihale. Ja, mislim, tako je, da bi 2 dela skavdalno. Mislim, 2 dela, tako kot sem rekel, Kraljevega pristanka in ostalih te 3 lokacij. Zdaj bo šlo veliko več v to smer, ker vidimo, da se zgodbe združujejo, liki ne bojo tako raztreseni, tako da to je vsem dobro za pripoved. Ja, se to, ja. Mogoče bojo pa že spet kakšni unideli, ki si res videl, mogoče samo 3-4 zadeve. Ja, sploh verjetno naslednji bo že, ne, ta ostro je kar zna biti, ne, ker je tudi 8. del je, ne, ostro naslov, Hard Home. Hard Home je ostro, ja. Ja, in naslednji, ne, tako da tle bo je verjetno kar nekaj časa preživel. No, ampak če ostanemo mogoče tle zdaj še pri tej zadnjem prizoru iz 6. dela, ki ga nismo, ne, pa ta vzhodnje, kjer Jorah pa Tyrion zdaj nekako nimata več ladje, ne, in sta zdaj ultra bluzarja. Ja, vsi smo brez ladje. Ja. Hodita, ne, na dolge proge, ne, in vmes Jorah izve, da je njegov oče mrtev in tle je bil tudi en tak kar ganljiv moment, kjer sta se tako malo pobondala. Predvsem je pa tako, jaz sem pozabil, da sta fotor pa sin. Aha. A veš, v smislu, mislim, res nisem jih sploh povezoval več, a veš, tako, da je to na kakršenkoli način pač connection, a veš, recimo, Jorahu sem vedel, da je tako pač bil praktično izgnan, ne, pa da iz neke slabe, ne, sem čisto pozabil, da je fotor bil tam res iskren, pa to v knjigi sem vedel, recimo, ampak sem tudi vmes že pozabil, tako da mi je pol kleke, tako kdo je umrl, pol mi je pa takoj slanulo vse skupaj, ne, pa pol nekako povežeš. Ampak mi je, veš, taka kvazi naključja, ne, so meni recimo ful bolj všeč tam, ki jahajo en drugega, pa se ne vidijo. Veš, kaj Tisto me toliko bolj zmot, pa je to dosti manj verjeten po svoje. Veš, če tako gledaš, da sta glih te dva sta nekako, veš, mislim, res je dosti za lase privlečen, če pomisliš, ne? Ampak se mi zdi to ful raži kupam kot, kočija je šla mimo, not je Sansa Brienne, pa ta, veš, mislim, res tih teži kupam. No? Ja, in pa kle rata ta mal prijatelja, pa od Abisi pride. Ja, to je pa... Jaz sem bil tako vesel, ko sem ga videl. Ampak koliko so ga ponudili, res tako za 2 minutke? Ja. Sam je le on je od Abisi. Yeah. Zdaj, nekaj ne veste, ki je... tega pirata, ne? Pirata, ne, igra je v bistvu najboljši lik iz Oza. Saj bom jaz rekel, da je meni najljubši lik iz Oza. To je ta nadaljevanka, ki je HBO v bistvu dokončno zacementirala kot nek kanal, ki bo delal pač dobre serije, ne. Ker je bila ta prva taka, ki so res nekaj novega probali. No. In če Oza niste gledali, jaz ga toplo priporočam, ker se ga res plača. Tako da, in on je tam igral od Abisija, klej igra pa enega modela, ki na eni točki hoče prodati lulčka od Tyriona. Je res prodal ta cock merchant. Ja. To je pa en tak lep
dodatek noter, malo tak pobalinski, malo South Parkovski, malo Beavis Buttheadovski, ampak deluje v tem kontekstu. Ja. Pa že spet pokaže, veš, pač cel razpon, ki ga ima Dinklage. Ker je noro, te njegove reakcije so res, meni so že tako dosti neprecenljive. Ne? Tam, ki mora na hitro razmišljati. Prav vice, nekaj moram. In, ja, zdaj, Adibisija smo dobili, ne? Zdaj moramo sam še Omarja dobiti, ne? Noter nekako. Omar ne uleti, pa bo. To bi bilo, ne. Ja, to je The Circle of Life v HBO svetu. To ali pa Stringer Bell, ne. Ali pa Stringer Bell, ja. Čeprav Stringer Bell je zdaj prevelika zvezda, po mojem. Ja. Okay, ampak, to pa v bistvu, potem, to je ista lokacija, če potem, ki ga že prodajo? Ja, približen ist, pač tam, pa mislim, da je to tam bližje že pri Mirinu, ne, pač nek izven teh mestnega obzidja, kjer Danny nima nekega hudega vpliva, ne, kada ga ima noter. Ne. In tukaj je tudi zanimivo potem, kako se ta zraven prpopa Tyrion, kako ti izraz na obrazu, ki se mu vidi, da bo on zdaj pa joj, ne, da ga bojo pa ločalo od Jorah in on ve, da vse en sam ne bo mogel priti do Daenerys, da ima edin z Jorahom mogoče neko šanso, da pride do nje in tako, ko nekaj tja prodajo, mora on zdaj kaj narediti, ne, pa reče, jaz se tudi znam in potem onga uboga Hrvata pretepe. Ja. Mislim, resno, veš, ti podajo brado, pa pretepe Hrvata, no. Ojoj, kaj si zdaj? Tokno nove. Ja, to je to. V glavnem, jaz ne vem, kaj moram zdaj reči. Ne, so pa potem, a je še kdo, jaz ne vem, a ste gledala Spartacus serijo? Ja, jaz sem. Tam, ki so seksali in se klali, več ali manj. Jaz sem gledal sam del, ki je bil ta noter, ki je igral te originalnega Mountaina, kaj že? Conan, ja, in je sam to, kar sem ga glihal, on je bil in pa kako sem mu tako glavo na pol prerezal, tako da poslajsal. In je tako ta vrhna polovica zdrsel nadol. No, ampak ta mini fighting pit, ne, kjer Jorah vse potamani, ne, ja. V bistvu zgleda kot epizoda Spartacusa. Skratka, Spartacus je Game of Thrones, nad slabega. Samo je bilo zanimivo, da je bilo manj preklinjanja, ker ni bil John Hanna lastnik teh sužnjev, bivših sužnjev. Presenetljivo, mislim, za HBO presenetljivo. Ja, v bistvu, ja, da sem bil malo kavnal, ja, tako da je kar reda, ja. Je pa noro, Danny vid Joraha, ne, je pa tako, ta moment mi je bil meni zelo všeč, no, in potem, kako je pižama napisal, upade Tyrion, kar mislim, da upade, ker ta prava beseda, klene. Ne, čeprav te tudi Jorah je tako dober, veš, ona se ful, tista ofovi, ne bom tega pretepa gledala, ne morem pa on pride in res vse razmeče. Ja, ampak je fora, da jih ne ubije, ne? Ja, čeprav un je kar fatality skoraj za nočelado un mu izvede. Ja, ok, to je res, ampak kao ta jih samo tepe, ne pa kolje, ne, in mislim, da zato je. Pa najdel sem najbolj krepi čelada v zgodovini človeštva, še kdo opazil, ki je imel stisnjeno faco v tisti čeladi. Ja, sej, ker niso, pač to je tisto, kar je tam bilo na voljo, ne, to ni, to je tako klep, kakršen ga bi moral Tyrion nositi v prvi sezoni. Drži, okay. Pa zmanjkalo denarja. Ti sama dva mislite, da je Danny že prej spoznala Joraha ali ne? Ker po moje s tisto rumeno srajco, ki jo nosil skozi vse sezone, ga ne moreš paliti. Ja, ampak okay, gremo reči, da so ljudje tam ni Houndema, no. Ali pa glih je Houndem, pa to je divna dela, veš. Ali pa glih je Houndem, ok, se popravljam, ja, ok, to je lepa. Jorah's Shirt by Zara. Ja. 5,99. Ja, jaz mislim, da ne, no. Jaz mislim, da pol dojame. Tle je super ta moment, ko se tako gledata in pol Tyrion in Daenerys in
končno smo dočakali, vsaj nekje. Ja, nek meeting. Ne? Vsaj nekje se srečata. Ja, ampak se mi zdi, da je kul, da se pač to uporablja v bistvu zmalj za vrhunce epizod, ne? Te, ki skap pridejo. Ne? Ker je pač, se mi zdi, največ drame v tem, ker ti to kcajta to spremljaš, unsem, ne, pa to in pol dejansko, ki pridejo skupaj, je dosti huda fora meni. In tukaj, če bi sledili knjigam, bi imeli ljudje že počas dosti križanj, ker se ljudje ne srečajo. Ja. Tako da pač razumljivo, da so. Ja, ne, pa se res ne slabega. Se mi zdi, kle so že spet fajn krajšali. To smo se že zanj pogovarjali. No. To pot od Tyriona, da so združili to. Mislim, res, to je dosti hodovno. Učinkovito, ja. Ja, zelo efficient. Ja. Ja, pa zdaj gledam, ne, da je tale Enzo, ne, ki igra tega Jezana, da je trenutno še v 2 knjižnih produkcijah angleških. In sicer v Wolfhallu je noter, ne, se pravi. Tam so vsi, poglej cast, so vsi iz Game of Thrones. Tam so vsi, je pa tudi v Jonathan Strange in Mr. Norrellu, ne, noter. Super, to bom tudi moral enkrat gledati kmalu. To je, jaz sem zanč pogledal tako same na 10 minut na hiter, da se videl in je produkcijsko zgleda super, tako da, ko bo čas, bo za pogledat, ne, je pa en od teh 2 glavnih v temu, ne, Stranger, ta Mr. Norrell je pa ta Eddie Marsan, ki je bil v teh Simon Pegg filmih. The Cornetto Trilogy. Ja, in tako da to zna tudi kar oboje biti neki tasga za kakšne prihodne glave, tako ka bomo čakali, da bi bil kakšen go za Daredevila prost, pa bomo pa druge stvari morali imeti. Nazičemo. Ne, jaz bi tle še mogoče sam še tle umirim na omenu ta super stavk, ki ga pač Dario postal Daenerys na neka ta realna tla, ko ona prav, da ona pa že ni mesarka. Ne, in ali sam reče, da je vladarji, ali so mesarji, ali so pa meso. Ja, ok. V bistvu, mogoče to, kar bi Baristan povedal na lepši način. ta pa pač pove. Ja. Tako kot je več ali manj. Ampak ja, ta je lepa. Ja. Tako da na koncu nam ostane še zid, kjer se Johna vidimo sam za hipec, tam, ka s Tormundom odideta. Tako, kakor sem jaz razumel, je bilo tam okoli gradu še polno teh nekih divježev, ampak očitno jih bojo pokazali pa še naslednjič. Spet je bilo tako mini. Ja, vse je tako neki nafejkan tam gor, ampak iskreno, to vemo, mislim. Se razumemo, vemo, če zakaj, tako kot tudi Kastanisa, ki je imel en ta prizorček, čez kratek noter, ki je tam v šotoru. No, ampak jaz sem glih to hotel reči, tam pa Davos v bistvu okoli hod pa gleda vojsko, ne, ja. Je pa v bistvu pa kar da mal feelinga, da to ni glih 7 ljudi, ne, ki z Stanisom hodijo, ne, tako da, kar se tega tiče, je kar v redu, ne. Ja. Pa omenim, da smo te viharne vrane se sploh kaj omenjali. Mene je tudi presenetal kao Sellsword za ne pa to. Da se kar naenkrat, ker vem, da so pač oni so se šli kar sposoditi za to, ne, že v prejšnji sezoni, zato so bili tam pri Marku Gettisu v Bravosu, ne, da bi oni najeli, ampak pa niso nič omenjali, ne. Jaz tudi mislim, da ne. Ne, prvo omemba te kompanije. Že spet, až zih je, ki je bilo, pa je ven padal, ne, pa so pa sajklen odpustili, ne. Až, pa pač dobra bližnjica je, da poveš, da mu pač vojska se tanjša oziroma, až da pa zgublja, a ne, nad slabega, a ne, tako da. Ja, in pa mu upade še Melisandre in prav, da bi bilo dobro, da bi se mu malo tanjšala tudi družina. Ja. In tlej zdaj mislim, da je jasno, da se točno vidi, kaj je bil namen tistega momenta, ki ste ga imela z Širin pred nekaj deli. Da se vidi, da on je res čustveno navezan na njo. Ja, da ni ona, da se jo res dejansko in ne sramuje in bla bla bla. Ja. Mislim, dober setup, že spet, no, tako, da dobiš nek payoff od 3 delov prej. Pač. To je cool, ja. Se vidiš pa, kje je šla rdeča nit, no, to meni všeč. Tako da ja, in Stanis reče, no, she's my daughter, get out. Končno je en Melisandre. V bistvu jo zdaj zadnje sajta vsi govorijo get out. Vsi nekaj kajle dajo. Res, ali se sleče ali pa ne, who cares, se dvojka. Što je to? Pa imamo pa še kaj tazga. Ja, nič, mojster Emon, ne, reče, da tam v zadnjih zdihljajih in najprej pove, da ni zid ni mesto za Tamauga od Žilke, da ne ga
odpelje na jug, kar nas mogoče navdaja z upanjem, da bomo videli tudi neko stvar iz knjig, ki je zdaj ni. Pol pa še omeni Ega noter, tle pa bil ta, veš, knjižni fan je tako en tak high five sam sebi dal pa fist bump. A sta mislila, da bom mogoče še kaj ekstra rekel, tako da bi bilo v smislu, da bi še kaj izdal ali ne? Jaz sem imel feeling mogoče, da bojo to tako povedali, tako so ga kazali, da je čista pač vročičen pred koncem, ne? Ja. Da bo pa kar vse povedal. Ampak ja, pol ni, ne? Pol je bil sam ta Egg v bistvu. Pa se to lahko razložimo, se to pač... Ja, seveda lahko. Če omenjamo, da je Egg, ne? Egon je brat, ki je bil tudi kralj, ne? Ni bil tako blazen kot pol zadnji, ne? Ta nori kralj Aerys, ampak je pa tudi... On si zelo želel zmaje nazaj, ne, in je eksperimentiral potem za ognico s tem Wildfireom. Obstaja pa pač zgodbe, ki so 3 kratke zgodbe, v katerih je Egg še čist majhen in mislim, da se tudi Aemon še noter, ne, v teh zgodbah. Itak se ga še ni, ali je Aemon že v starem mestu, pa se uči za mojstra. V glavnem omenan je tudi tam, kjer Egg pa nek tak rahlo preprosti, plečati, klati vitez hodita okoli po turnirjih pa gradovih in se dogaja 100 let pred dogajanjem v Igri prestolov in je super tako branje. Mogoče tudi primerno, če imate kakšne te mlajše te najstnike doma, pa jim nočete glih dati besedi romanov, krvoskrunstvu, pa nekonsenzualni ljubezni, pa takih zadevah. Je vse malo bolj lahkotno, ne, so te zgodbe. Vitez iz 7 kraljestev je pri nas naslov zbirke. Ja, ti si je Martin Light. Ja. Martin Zero. To pač. Za Spartamom. Ja. Ja. Meni je bilo to všeč, da so navezali čist na začetku, navezali nazaj na začetek, ker v prvi sezoni je mojster Aemon že sam razkril, da je Targaryen, pa da so pobili njegovo družino, pa da je bil on tudi predlagan za kralja predtem v tem pogovoru z Jonom Snegom. In fajn se mi zdelo, da so nekako zaključili ta cel lok na začetku, je to povedal in zdaj smo se vrnili nazaj v njegovo otroštvo v teh blodnjah in se s tem zaključi njegova življenjska zgodba. In tudi John ne je moral pravzaprav zdaj, ko mu je Stannis to ponudil, ne isto odločitev sprejeti kot on. Drži, ja. Ti si res tako mogoče, po svoje že nenavadno, da umre naravne smrti. Ja, to je res, ja, v bistvu. Eden, ki je sam pač bil star. Ja. To je prva naravna smrt v seriji. Pri Martinu je to. In je bil res tako ganljiv, tako ful tak liričen trenutek, tam, ko pa pokaže to njegovo truplo na grmadi, pa samove besede in pa vsi, ki imajo ne, in tako ne, da se njegova straža je zdaj zaključena in tako je, ker malo ganete, ne, potem pa uleti to, sem, ne, zdaj pa nimaš več prijateljčkov tukaj, kaj? Ja, ti se tako kar slabi obeti. Kar se tako razkrije, ne, kar dva tam že hočeta potem, ne, izkoristiti Žilko in sam se ne da, ne, in tam je, ko so ga ko ga je začel šamarati na tleh, jaz sem saj rekel, ne, ubil ga bojo. Ja, pa zelo grafičen prizor, pač tako zelo je pokal, so kar lepo nakazali, ne. Je pa potem ga reši. Zapostavljeni krvovolk. Tam pa meni se zdi še prej naredil emo band, kot kralj Toman, ker fakit njega pa res John kamor sabo navzam. Ja, kamorkoli gre, model ostaja. John gre tam, on je pa tam Nodin Sufferfura, zdaj v gradu Črnina. Veš, in te končni misli, akcija in dva spizdita. Potem pa Žilka in Sam počneta antitistka sta Ramsay pa Sansa. Ja. Ja, in ta, ki igra Sama, pač izdavi najboljši maj, ali kako že. V zgodovini človeštva, ne, tako da. Ti se pa res tako, tudi ne, če smo imeli za razliko od ne vseh smrti, smo imeli krutih smrti, naravno smrt in pa za razliko od vseh teh brutalnih seksov, tukaj je bilo pa res tako malo tako nerodno.
Ja. Je bilo, ne, pa tako zelo luštkano, ne, čustveno in počasi. Je pa res, da zdaj ja, ne. Dajmo reči, da eden ne reče, da je zavezo. Kaj je zavezo naredil? Prelomil. Prisegolomec je. Prelomil. Ja, hvala. Ja. Ampak tehnično bi rekel sam Juni. Ja, ne. He didn't father any children, ne, to je to. Pa didn't take a wife, ne? To je, kva se si bojo zamislili. Tako da ja, a to je to, ne? Pa smo tako lepo končali, lepo, na tak lep, romantičen. Ja. Na naravno smrt in ko se zvalni seks. Kaj češ božga? Največ, kar lahko upamo pri Martinu. To je to. To je to. Mogoče bi lahko omenil še par stvari, ki so jih ljudje sicer mogoče že videli, ampak se vseeno splača te rdeči noski, ki so naredili s Coldplay pa zelo velikih igralcev iz Igre prestolov, ta musical, ki so snemali, to je 12-minuten filmček, plus pa imaš ta Dinklageov komad, je The Man for All Seasons, je cel tudi na YouTube, to se splača res pogledati, ker je zabavno, sploh ker imaš polno nekih teh internih šal, potem, ker so sicer med liki v seriji in tukaj jih na igralce prenesejo, tako da to, tle ne bi preveč govoril, če kdo še ni gledal, da bo tako videl. Potem imamo še eno stvar, ki je seveda tudi, jo prvo objavljate, ne, na Watchers on the Wall, in sicer so to stripi od Azada in Džedžikjana. Upam, da sem vse približno pravilno izgovoril. In ponavadi dela kakšne kratke, zdaj mi je tako po eno pasico, ampak za 6. del si pa dal duška in je naredil svoj fanfiction Mirsele in zgodbe v Dorni, ki je, ti si to gledal, Anže? Ja, sem, ja, ki si objavil, sem. Je tudi tebi všeč, ne, verjetno določen moment. En del je super, ja. Super je, kako poveže vse te neke manjkajoče stvari in to. In pa še Noah Charney, kolega, Američan, živeč v Sloveniji, je skupaj z še enim kolegom Romanom Vučajankom, ki je mojster za srednjeveško mlatenje, ne, bojevanje, borilne veščine, je za Salon naredil članek, v katerem obdelata 3 spopade v Igri prestolov in kako realistično so, kako so realistični, kar se tiče teh zgodovinskih dejstev, koliko so pa pač prikrojeni zaradi tega, da delujejo efektivno na televiziji. To je na Salonu, aha, se vidim link, ja, to sem videl, ja, to je cool. Ja. Jaz moram še prebrati. A omenjate tudi to, da vsi čelado zgubijo v prvem udarcu in potem jih lahko identificiramo? Ali pa sploh nimajo. Ali pa nimajo že od začetka. Tako Kastenis, ki gre na obzidje. Zelo pametno, zelo pametno. Tako da tle bi že pravzaprav to je bilo tudi, mislim, da zato tudi bi lahko rekel, da Daenerys ni spoznala Jorah, zato ki je bil prvič v življenju čelado gor. Ja, to je dejansko res. Veš, Baris tam tudi mora umreti glih takrat, ki gre glih v šetno, kako si že rekel, ne? Na sprehod brez vsega, ne? In pa umre, ne? Oklep je, brez veze. To so bile 57 slave. Doktor Hladnik, najlepša hvala. Najlepša hvala, doktor Hladnik. Hvala vama. Zdaj bom sam tako drugače, Mare, kaj je eden od urednikov ali pisal, kaj ste vi, imate hierarhijo na Watchers on the Wall? Ne, zelo taka... Ti si founding father. Kako reče, flat. Ja. Ne, founding father je Phil. Ja, ampak on je bil Dunga. Pač ne naše strani, ja, vem, ker je pa del skupnosti. Ja, 3 smo začeli to novo stran, ampak ni neke hierarhije posebne. Pač pisci smo in med sabo usklajujemo, kar se urednikovanja tiče. Ja, veš, kaj sem jaz zdaj začel delati? Ne berem Exovih Twitter recapov, dokler ne posnamemo glav. Zato, ker nočem, veš, da me ne bi pokvarila, pa da se meni kaj podobnega utrne, pa bi že tam prebral in rekel, zdaj pa tega ne morem povedati. Tako da čakaj, tako da zdaj bo super, zdaj bom lahko prebral
oba na Twitterju kepata zadnja dva, da vidimo, kaj se je folk trga med tem, ko gleda. Dobri se. Drugač pa Mare, povej svoj genialni Twitter account. Čakaj, ga moram pogledati spet. To je tako noro, vsakič je isto, res. Čisto. Thrones podčrtaj HMR. Evo, hvala, to. Ja. Ne, najdete me na strani, tako da pridite tja, komentirajte, kaj bomo vsi veseli. Na Twitterju pa pač kliknite, če me najdete. Ja, to je ta promocija, ki si jo človek želi. Kliknite, če me najdete. Pižama, kje si pa ti na internetu? Tako da, se sem pa tudi Watchers on the Wall, so tudi na internetu, na Twitterju. Valjda, ja. Ja, naš Twitter account, ja. Tam boste pač sledili vsem najnovejšim. Ja, tudi Watchers on the Wall. Watchers on the Wall, ne, ste. Gledam tlele. Tako da, to, a je mene, kje se najde? Mene se pa najde na aparatus.si poševnica podpri in če date 4, 8 ali 12 evrov, vam odgovorim. Karkoli. Drugač pa ja, ne, na Afna Pizama, na pizama.net, Pizama na Facebooku, tako da to so te neki zunanji, pa še vedno velja, da je v Štecunah, najdete pa tudi v knjigarnah pod Šnofjeva druščina. Evo, to moram še malo izkoristiti. Ja. Ne, edin prav, stari, Šnofjeva druščina, FTV. A se tebi že dal ga sploh? Ne vem. Pismo, daj malo povedati, ne. Ne, staj, ne. Mogoče sem ga dal, če ne, mislim, da ne, ampak tak si. Tak sem, moram povedati. Čakaj, da boš me rojsten dan, veš, da mi pač paro zadaril, to je to. Glavno, jaz sem na Twitterju Afnan ZT, tako da mi lahko tam težite. Drugač pa, mislim, veš, kaj bomo rekli na 3-4 zdaj? Konsenzualni seks bomo rekli na 3-4 zdaj. Jaz bi rekel Better Call Saul. Ne. 3-4 zdaj, Better Call Saul. In pižama je samo, da Mare reče adijo. Adijo, lahko noč. Lahko noč, doktor Hladnik in vsi drugi. Čau.